Tišter, živijo, dobrodošel na kavi, ali med prijatelji Benjo, ne? Tako je, med prijatelji Benjo, to je. Legendarni. Sploh med letalci, ne? Ja, seveda, legendarni pilot, akrobat. Mene zanima, kje se je to začelo pravzaprav, kdaj je ta ljubezen do kril, do letalstva, do letal? No, če bi, kje se je začelo, ne? Ja. Normalno neke korenine obstojejo, ne? In to prav pri mojem pokojnem očetu, Venceslavu. On je namreč bil pilot, padalec, inštruktor padalstva in Spravi v familiji, bi rekli. tako da jaz bi sicer to dejavnost lahko že bolj zgodaj pričel, ne, kot sem sicer, ne, ampak ker sem vmes na Goriškem bil tudi muzikant v ansamblu, mi to dejansko ni dopuščalo, To pa vse poveda, da bi prej začel, ampak seveda prav zaradi pokojnega očeta, ki njegova letalska dejavnost sega še v leta pred vojno, pa po vojni, torej prav na vasi Bloke, to je na Dolenjskem, na Notranjskem, no. Tam je prav zdaj smo pred kratkim praznovali 85. obletnico jadralne šole Bloke, torej to organizira Zavod Vrabec, v katerem sem tudi član. In prav tukaj je moj oče začel leteti z takratnimi jadralnimi letali Vrabec, tako imenovani, to so bili na lastiko. Potem, ko se je tle prekinila ta dejavnost, je celo on dva taka letala prepeljal v Ribenco. In ko se je tam nehala ta dejavnost, je ta dva jadralna letala prepeljal v Kočevje in jih je tam spravil na neko podstrešje, to bom malo kasneje potem povedala, kako sva z očetom očuvala zelo pomembno letalsko kulturno dediščino. No in seveda, jaz sem že takrat, koliko sem bil še otrok, vse to opazoval in gledal in sem se navdušil. In seveda, ko smo se iz Kočevja preselili, takrat smo namreč stanovali v Kočevju, smo se preselili v Vrtojbo pri Šempetru. No, tam sem začel obiskovati osnovno šolo in seveda, kot sem že prej omenil, sem takoj že v osnovni šoli v 8. razredu se začel ukvarjati z muziko. No in ko je bila prva prilika, da smo že imeli takrat resen ansambel pod imenom Kristali, ko smo začeli igrati v hotelu Planika v Ajdovščini, se mi je takrat pokazala možnost in je bilo to prav ob sobotah in nedeljah. Jaz sem takrat tudi bil že član aerokluba Edvard Rusjan iz Nove Gorice, kot modelar, ker sem tudi tam začel me učiti pokojni Špaca Pannino. No in ko sem začel igrati v hotelu Planika, torej z mojim ansamblom Kristali, seveda ob sobotah in nedeljah je bilo to šolanje v jadralnem letenju za pilote. Kaj pomeni recimo to, a je strah na začetku? Kaj je? Vendar je to zrak. Strah. Strast. Strah. Torej, prvo se treba... Pri mulcu verjetno je to ni, ne? Najbrž pri... Prvo se treba vprašati, kaj je strah, ne? Mislim, zdaj, nekatere je strah, sam ki mu še danes rečem, a bi se šel pelet z mano z letalom, pravi, me je strah. Pa jaz ga vprašam, česa te je strah? Mislim, prvo, zakaj te je strah, ne? Pol reče, se mi bo vrtelo v glavi, ker smo visoko, ne? Ma se rekel, skoro vsak mu se vrti v glavi, če greš na nek zvonik, pa gledaš zvonika dol, ne? Tudi meni bi se mal, ki si pri miru stojiš, ne? Ampak ko se pa ti na neki višini premikaš nad zemljo, tega strahu ni, torej niti občutka, da se ti bo vrtelo v glavi, ampak se pelješ dejansko kot z avtomobilom, malo višje, ne? Gledaš skozi šipo in vidiš dol zemljo. Tako da dejansko ne znam razložiti, kaj bi to bil strah za nekoga, da bi se bal leteti. Ogromno ljudi pa, ko sem jih prepričal, da so se usedli z mano v letalo, jih sploh ni bilo strah. Če greva malo začetek, prej si omenil glasba, ne? Glasba te je tudi nekako zasvojila na začetku, oziroma kaj bi bolj ta preskok na letalstvo? Kaj muzika ni šla, ali kaj je? Ne, jaz sem, ko sem prej povedal, torej
jaz v ansamblu Kristali sem bil, še danes srečajo zelo dober pevc in tudi igral sem orgle, drugače klaviaturist, ja, in tudi zato, da čeprav sem znal igrati tudi kitaro in harmoniko, tako da včasih smo mogli biti prilagojeni odvisnosti, kam smo šli igrati. Če smo šli v kakšne vasi, sem tudi jaz zagrabil za harmoniko, on je zagrabil za kontrabas. Skratka, kaj je bilo pri temu, da sem iz muzike preskočil na letalstvo? Ansambl smo bili super, igrali smo perfektno, ni bilo sploh problem dobiti nastope, da bi bilo kam šli igrati. Igrali smo okrog po vaseh, v Brdih, Goriških Brdih, po Gorici, celo kot Postojna, po Krasu. Skratka, bilo je špilanja, koliko smo hoteli in tudi nikoli ni bil problem niti plačila. Takrat so bili res lepi časi za muzikante. Ni bilo kot danes za slovensko muziko. Ni bilo in tudi zakaj, ni bilo konkurence. Takrat nas je bilo mogoče 6-7 ansamblov vseh skupaj na celem območju Goriške in smo se tudi zelo dobro poznali in dostikrat smo tudi, recimo v Bukovci, smo igrali tudi po 2 ansambla skupaj. Smo igrali Laposi, smo igrali Kristali, tako da sploh ni bilo pauze in smo bili vsi zadovoljni in potem tudi domov šli, odnosno tudi včasih skupaj na pijačo, potem ko smo nehali igrati. Ampak preskok iz glasbe na letalstvo. Jaz sem v Ajdovščini zaključil osnovno šolanje za daljnega pilota in motornega pilota. In seveda mene, oziroma tukaj sem prej rekel, da so mi malo ostale korenine od mojega pokojnega očeta, sem želel nekaj več. V Ajdovščini se ni dalo doseči, recimo, da bi naredil izpite, bi pridobil dovoljenje poklicnega pilota, inštruktorja letenja in mogoče potem kasneje tudi kakšno zaposlitev, naprimer v Adriji, ki od dan škoda ni več, takrat je super cvetela Adrija in ogromno prav letalcev, tudi iz Ajdovščine, kar nekaj jih je šlo za pilote v Ajdovščino. No in ker to se v Ajdovščini visokih licenc ni dalo pridobiti, sem se pač odločil, da grem v Jatovo šolo v Vršac, to je bilo v bivši Jugoslaviji, to je pri Beogradu, to je bila vrhunska šola, takrat edina taka, pilotska šola od Jata, torej bivše kampanje jugoslovanske. Pa to je bilo nič z vojsko povezano, ne? Ker so bili včasih je bilo... Ne, z vojsko sem potem kasneje vstopil kot rezervni pilot, potem, ko sem vse te licence dobil, ampak šel sem v Vršac, tam sem si vse sam plačal, za kar me je pa prav pomagala muzika. Torej, res, kot sem prej rekel, tiste čase so bili zlati časi za muzike in ni bilo problem z denarjem, tako da sem si s tem denarjem, ki sem ga tudi dobil od muzike, dejansko plačal kompletno šolanje v vrstu, bil sem 1 leto tam in tam sem naredil izpite in pridobil dovoljenje poklicnega pilota. Dobil sem certifikat inštruktora letenja in seveda naredil vse izpite in položil izpite, da sem dobil, temu se reče danes rating, za akrobatsko letenje, kar je moja specialnost. In sem potem tudi to s pridom izkoristil prav akrobatsko letenje. Namreč lahko danes to povem, da prav z akrobatskim letenjem sem bil v bivši Jugoslaviji leta 1984 absolutni prvak v akrobatskem letenju. Na vseh tekmovanjih sem bil večinoma prvi, mislim, 2-krat sem bil samo drugi. Tako da v letu 1984 sem bil tudi proglašen za najboljšega pilota v akrobatskem letenju v Jugoslaviji. Dobil sem status vrhunskega športnika v Sloveniji in tudi v sami občini Piran, odkoder izhajam. In seveda tudi dobil sem Bloudkovo priznanje. In zaradi vseh teh uspehov tega leta prav v akrobatskem letenju sem dobil poziv, da sem na zimskih olimpijskih igrah v Sarajevu nosil olimpijski plamen. Tako da potem ta sama specialnost v akrobatskem letenju seveda mi je pripeljala tudi do tega, da sem vse to, ko sem dobil,
seveda mi je omogočilo, da sem potem leta 1979, čeprav sem zdaj malo preskočil na leto 1984, sem prišel za upravnika v obalni letalski center Portorož, to je na letališču Sečovlje, kjer sem še danes. In prav moja letalska kariera, ki je v letošnjem letu, smo proslavili 50. obletnico letalske kariere in 40. obletnico mojega upravniškega dela v obalnem letalskem centru Portorož, ki je seveda tudi moj matični aeroklub, lahko tako rečem, ki mi je omogočil, da sem tudi dejansko vse športne rezultate dosegel, to, kar sem povedal tudi v sami Novi Sloveniji. Sem bil prav v akrobatskem letenju 7-krat državni prvak in v obalnem letalskem centru Portorož kot inštruktor lahko povem, da sem izšolal preko 360 pilotov, šolal sem po celi Jugoslaviji, od tega 42 akrobatskih pilotov in evo, kot ljubiteljsko v obalnem letalskem centru letim še danes. Glej, Benjamin, vsem tem, predvsem v tem akrobatskem letenju, ki je seveda gotovo nekaj posebnega, ker ni samo naravnost, ampak je treba še kaj drugega narediti. Po kavici ste vabljeni, da popijeva malo kave in potem gremo naprej. Izvolite. Kjer zlato-rumeno sonce zasije, začutiš srčnost in dom poln topline, okuse domačih dobrot, zaupanje in slovenski ponos. Za vas ustvarjamo zgodbe z ljubeznijo in domačnostjo. Sreča domuje v dobrih stvarih in dobrih ljudeh. Je dobro. Je pocejni, je domače, a je naše. Marketi Fama od Trente do Kopra. Hiša daril po vsej Sloveniji, daleč največ daril se tu dobi. Daril ne bo ne vse in darila dobiš. V hiši daril je vse, kar si želiš. Benjamin, da greva direktno na akrobatsko letenje, ker to je nekaj posebnega, ni samo leteti naravnost, ampak mora imeti človek še kakšno dodatno sposobnost. Se da to sposobnost ali se da to, bi rekel, priučiti ali je to nekaj več? Torej, za akrobatsko letenje, tukaj tisti akrobat mora imeti nekaj več kot... Mislim, to sem hotel vprašati, vsak pilot lahko tudi akrobat? Torej, vsak pilot je zelo dobro, da zna narediti vsaj osnovne akrobacije. Temu rečemo looping, reversman, Immelman in tudi vri, odnosno v letalskem žargonu se to reče COVID. Zakaj? Zato, ker lahko tudi za drugim letalom pilot pade v nek nepravilen položaj in recimo lahko pade prav v ta COVID, ki je nekontroliran. In seveda prav v našem obalnem letalskem centru, ki imamo akrobatsko letalo in tudi vse pilote, ki šolamo, to je tisto, ki ti voziš, ne? Prosim? To je tisto, ki ga ti voziš, to je tako. Ja. Tudi vsem pilotom pokažemo v živo, kako izgleda ta COVID ali pa vri, to je strma spirala in kako iz tega iti ven, če se to zgodi tudi z drugim letalom. Ker to je tako enostavno, če nekomu pokažeš in ga navadiš.
kot pa recimo, da mu rišemo na tablo, govorimo, kako, kjer, kdaj nogo dati, kdaj se letalo zaustavi, kdaj popustiti palco. To je precej govora in risanja in si malo kdo to zapomni. Najlepše je pokazati. Seveda, za akrobacije, ki pa jih izvaja mest in tudi hodu na tekmovanja, hodu na aeromitinge. Lejte, jaz sem bil dejansko na letalskih prireditvah, tako kot jih imenujemo aeromitinge, od Triglava do Đevđelije. Po celi bivši Jugoslaviji, bil sem tudi že takrat v jugoslovanski državni reprezentanci. No, ampak za tako letenje, ki zahteva tudi figure, ki so negativne, torej ko smo obrnjeni na robe, ko dejansko komande v letalu delujejo kontra, namesto, ne vem, za desni zavoj moramo dati palco levo in tudi nogo levo, kot pa normalno, če letimo, ko damo v levo, pa palco v levo, pa nogo v levo. Ali pa zajeti, recimo, vzpenjanje, moramo palico potiskati naprej, ki je sicer v normalnem letu, da gremo dol. In seveda zdaj pri vsem tem in pri velikih hitrostih moraš še misliti na to, da boš pravilno dal komande, da boš tisto figuro naredil. Plus tega, da tukaj nastajajo določene obremenitve. Pozitivne, negativne, za kar je pa potrebno pri vsakmu pilotu, da ima tudi fizično kondicijo. Če nimaš fizične kondicije, ti lahko mimo grede tudi že pri minimalni obremenitvi pozitivni, prehitro kri gre ven iz možganov in enostavno pri zavesti pade mrak, vidiš tema, ne vidiš nič, torej pri zavesti. Ampak to, da se to ne zgodi, je pa seveda potrebna fizična kondicija, plus priprava pri določenih figurah, ko veš, kakšna obremenitev bo nastala, v samem telesu moraš pravilno stisniti določene mišice, da preprečiš, da ti kri ne gre prehitro iz možganov. In zdaj greva na ta legendarni Solkanski most. Namreč pred kratkim si že četrto že. No, više smo v spominu dvakrat ali trikrat, se pravi v četrto napravo en let, ki pod legendarnim Solkanskim mostom. Tako je, že ko si omenil legendarni Solkanski most, je res, Solkanski most je legenda, lejte, to je edini most Kamniti z največjim obokom, to je most res lepota, biser. Imamo tudi Slovenci piramido, pa jo ne znamo izkoristiti. In Solkanski most je tudi zdaj lepo viden, ker so tam precej tisto brežino Soče porezali drevesa, to so se ljudje kregali in tako dalje, ampak zdaj se vsaj vidi iz ceste tudi ta Solkanski most. No in je zelo lep. Zdaj pa, ko si omenil let pod Solkanskim mostom, ideja za let pod Solkanskim mostom je nastala na osnovi predloga režiserja Tomaža Bergerja, to je bilo leta 1999, ko je pripravljal film Slovo od velikanov prejšnjega stoletja. In en od takih velikanov seveda je bil tudi Edvard Rusjan, in je hotel, seveda so bili tudi drugi športniki, ki jih je vključil v ta film, ampak za Rusjana, ker je dejansko bil 9. v svetu, ki je poletel z motornim letalom, in to prav blizu Solkana, torej bi se reklo na letališču Rojce, odnosno tudi pol kasneje prav na Mirnskem letališču, je on sam dal idejo, da bi to obeležili, to obletnico, to je bila 90. obletnica prvega poleta tega pilota Rusjana, da bi naredil nekdo z letom pod Solkanski most. Seveda, on je iskal po Sloveniji, kjeri pilot bi to bil, da bi to naredil, in ko je poklical določene prijatelje, prav iz Lest so mu rekli, kliči Benžota v Portorož, on je verjetno edini, ki bi to v tistem času naredil, in ko sva se s tem Tomažem Bergerjem srečala in je nastala ta ideja. In si prišel pogledati prej, bi rekel peš, spodaj, kako boš, koliko je veliko? Seveda, to me je presenetilo, ampak sem pa ta izziv sprejel. Ne zaradi tega, da bi zdaj glih samo zaradi leta pod Solkanskim mostom. Sprejel sem izziv na čast, da
nekaj naredim za našega pilota Edvarda Rusjana, odnosno za brate Rusjan, Josipa in seveda Edvarda, ker mislim, da si to zaslužta. In seveda, jaz sem to sprejel z velikim veseljem, seveda predtem sem pa mogel dobiti soglasje od Agencije za civilno letalstvo. Jaz sem si šel to ogledati. Jaz sem potem šel osebno do inšpektorja. Sem inšpektorju povedal, da bi letel pod Cukalski Borovec, in je rekel, v Benđo, ti si nor. Ne vem, na osnovi česa ti lahko damo dovoljenje, ker niti v nobenem pravilniku ni bilo napisano leta takrat 99, da bi lahko napisali, evo, na osnovi tega člena dovoljujemo let pod Cukanskim mostom. Pa se rekel, nažalost je Verbančič Oto pokojni, ta inšpektor, je vseeno pristal na mojo idejo, da se rekel, pejt, greva mi dva to pogledat. Sva šla pogledat, pa je bil še skeptičen, pa smo šli do župana občine Nova Gorica. On je celo takrat rekel, mi bi to tradicionalno delali vsako leto, če bi se rekel, kaj ste vi malo, to ni kar tako. In še je bil skeptičen, ampak sem ga vseeno prepričal, da je šel z mano do Portoroža, sva se usedla v letalo, rekel, pet gre probat. Je rekel, grem s tabo, ampak ne bova šla pod most, ampak nad most. In jaz sem ta let naredil približno takrat s hitrostjo 300 km/h na višini 5 metrov nad mostom. In jaz, ko sem dodal gas, je on mi blokiral gas na 2/3, da je videl, če bom imel s to močjo dovolj moči in hitrosti, da bom preletel naslednji most, ki je cesta, ki gre za Brda, in je to bilo zelo uspešno. Na kar so mi na osnovi tega mi on dovolil, da bom ta let naredil in skratka, bilo je fenomenalno. Berger in krajevna skupnost takrat Solkan in občina Nova Gorica so pripravili prireditev fenomenalno. Ogromno je bilo ljudi in seveda končalo se je perfektno in seveda pol se je približevala, ker je to zelo uspelo, se je približevala 100. obletnica Solkanskega mostu in Bohinjske železnice. In je seveda predsednik krajevne skupnosti sam začel delati akcijo in seveda spet mene povabil, če bi jaz tudi ta let ponovil pod mostom za 100. obletnico Solkanskega mostu. In smo tudi to realizirali, je bila tudi zelo lepa prireditev, tudi z raznimi plesi pod samim mostom. Osvetljen most, so se spreminjale barve iz ene na drugo, skratka, perfektna prireditev. No, se je pa zelo hitro začela bližati 100. obletnica prvega poleta Edvarda Rusjana, to je leta 2009. In seveda je spet nastala ideja, zdaj pa toliko okrogla obletnica, da je treba spet narediti šov. Da, jo pa treba narediti. In seveda jaz sem spet to šel v akcijo in seveda zatem mi je ogromno stal prav moj aeroklub Obalni letalski center Portorož, ker sicer, če njega ne bi bilo in če ne bi imeli tega letala, jaz vsega tega ne bi mogel narediti. In tako da smo predtem tudi v glavnem vso organizacijo prevzeli mi, spet sve pod pokroviteljstvom krajevne skupnosti Sečovlje, krajevne skupnosti Solkan in je tudi ta let za 100. obletnico uspel vrhunsko. No in zdaj pred kratkim je bil spet. Zdaj pa pred kratkim, seveda letos pa je 110. obletnica prvega poleta Edvarda Rusjana, ki pa je sovpadla za mojo 40. obletnico delovanja kot upravnik v Obalnem letalskem centru Portorož in 50 let moje letalske kariere. In sem jaz prišel z idejo, če so že vse tako okrogle obletnice, zakaj ne bi še obeležili še 110. obletnico, ki je ena taka lepa številka za Edvarda Rusjana in zaokrožimo to letošnje leto, ker istočasno je pa tudi 100. obletnica našega slovenskega vojaškega letalstva, če ste malo opazovali. Tako da je to sovpadlo s temi okroglimi obletnicami. Jaz sem šel s tem predlogom na sedanjo mestno občino Nova Gorica. Najavil sem se pri gospodu Rosiću
ki me je sprejel in mojo idejo, ki je bila nekje v začetku leta, je tudi z veseljem pozdravil, ampak z neznanim, ker nismo še vedeli, kaj se bo zgodilo, kako bomo to speljali, ker je seveda potrebna določena priprava. In lejte, pod pokroviteljstvom Mestne občine Nova Gorica, sedanje garniture občine, ki je res enkratna, z vsemi sodelavci, ki jih je župan pooblastil, da pripeljemo do tega dogodka, smo tudi mi z strani obalnega letalskega centra se res potrudili, da smo dobili vsa potrebna dovoljenja tudi od Slovenskih železnic, da lahko grem pod most, ne? Na koncu tudi od naše agencije za civilno letalstvo. Bilo je spet potrebno porezati neka drevesa tam. In seveda hoteli smo, ker je ta 110. obletnica bila nekaj, vsi so jo pričakovali, ogromno ljudi se je začelo zanimati. Občina je razposlala vabila na ta ogled ne vem kolikim gospodinjstvom po Novi Gorici in okolici. Jaz sem tudi hotel narediti neko presenečenje za ta let, tako da sem letalo opremil, da sem imel letos 3 barve, torej plava, bela, rdeča, skratka, kjer so zastopane vse barve naše slovenske zastave. Hvala lepa, ko si prišel na kavo. Kava hitro mine in žal moramo zaključiti, je še veliko zapovedati, ampak srečno in vse dobro še naprej. Hvala lepa. Hvala, srečno. Ja.